Pozdravljeni. Danes smo se odpravili na teren. Pravzaprav niti ne tako zelo daleč, namreč smo pravzaprav v samem središču Ljubljane, nekaj 100 metrov od osrednjih ljubljanskih trgov, a hkrati smo v nekem industrijskem delu mesta, enem prvih industrijskih delov mesta, o čemer priča tudi tale kip, ki je posvečen tovarni, v okviru katere stojimo. Gre namreč za prostor nekdanje tobačne tovarne, in tule imamo kip tobakarice Draga Tršarja, ki pa so postavili ob 100-letnici odprtja te tovarne leta 1871. Kaj je pomenila ta tovarna za takrat, pred 140, ne, koliko zdaj, 150 leti, ne? No, torej, mogoče bi za začetek povedala nekaj o kipu, če se že nahajamo tu pri tem zanimivem kipu, ki mogoče deluje zelo nepretenciozno, ampak je poveden. Tršar je bil namreč oziroma je še eden od največjih akademskih kiparjev na Slovenskem in že to, da so ga povabili, da je izdelal ta kip, se mi zdi, da na svoj način govori o veljavi in pomenu tobačne tovarne. Zdaj, če pogledamo recimo ta kip kot celoto, vidimo, da gre za neko skromno, revno dekle, kar so tudi tobakarice v osnovi bile. Ampak njena telesna drža pa izraža en ponos in številne delavke so bile ponosne, da delajo v tobačni tovarni, ker so bili tu pogoji boljši, vsaj za časa Habsburške monarhije, kot marsikje drugje. Pa tudi potem, kasneje, je tobačna tovarna uživala zelo velik ugled. Druga stvar, ki je še zelo zanimiva, je ta osrednji del, to so roke. Mislim, da je Tršar izpostavil to zato, ker so bile gibke, urne roke, hitri prsti, glavni razlog, zakaj so ženske predstavljale večino delavstva v tobačni tovarni. Zgodovina pri svojem delu seveda uporablja najrazličnejše vire, pisne, ustne, morda še kakšnega tretjega, kdo kje najde. Kaj vse je zdaj na voljo za raziskovanje funkcioniranja tovarne, pa seveda življenja delavcev v tovarni? No, taka velika tovarna, ki je toliko časa trajala, govorimo o 150 letih kontinuiranega obstoja, kjer je seveda zadnjih recimo slabih 20 let ni proizvodnega dela, ampak tovarna še zmeraj obstaja, je sprovedla kar precej gradiva. In večino gradiva, ki ga je proizvedla sama tovarna, se nahaja v Zgodovinskem arhivu Ljubljana. Ta arhiv je zelo bogat, zdaj na pamet ne bi vedela, koliko meri v metrih, ampak enostavno predstavlja izjemno zanimivo in pestro gradivo, recimo od gradbenih posegov, dopisov, statistik, matičnih knjig delavstva, delavskih knjižnic, raznih dopisov, govorov, letopisov. Skratka, en zelo pester nabor dela je, ki lahko nagovori številne vidike zgodovine tobačne tovarne. Mene zanima najbolj socialna, ampak mislim, da tudi z vidika arhitekture, z vidika ekonomije, z vidika demografije definitivno ponuja precej gradiva. Seveda obstajajo tudi drugi arhivi, ki ponujajo gradivo za razumevanje tobačne tovarne, recimo sploh za sindikalno gibanje ima veliko osrednji državni arhiv, se pravi Arhiv Republike Slovenije. Potem imamo recimo zelo veliko biro fotografskega materiala, ki se nahaja tako v omenjenih arhivih, pa tudi v mestnem arhivu, ki ima čez tobačni muzej, in pa seveda Arhiv novejše zgodovine Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, ki ima zelo močno fototečno zbirko. Seveda se pa veliko slikovnega materiala nahaja tudi v rokah privatnikov, bodisi zbirateljev fotografij ali pa nekdanjih zaposlenih, ki so tudi hranijo še zmeraj številne fotografije. In tu bi seveda omenila tudi materialno kulturo, ki je prav tako v rokah številnih inštitucij, posameznikov in tako naprej. Potem bi omenila časopis Harman. To je bil tobačni interni časopis, ki so ga dobivali vsi zaposleni v tobačni zastonj. Izhajal je iz leta 1959 pa tja do 2004. To je bil v bistvu časopis, ki je delavce seznanjal z novimi proizvodnimi, organizacijskimi
novimi izdelki in tako naprej. Je pa hkrati vsebuje tudi zelo zanimive podatke, ker se v njem nahajajo kakšni zgodovinske rekonstrukcije, kakšni portreti zanimivih delavcev ali pa uslužbencev, letopisi in tako naprej. In seveda zelo zanimive fotografije, ki so pač nastale v tistem obdobju. Potem bi omenila, da se je pravzaprav ta tovarna je imela tak močen vpliv, da praktično ga najdemo drobce za njegovo preučevanje tudi v bolj posrednih virih, kot recimo v popisih prebivalstva, v časopisju in v raznih drugih institucionalnih virih. Bi pa omenila, da je seveda pustila sledi tudi v literarnem ustvarjanju. Recimo vsi poznamo Jakoba Alešovca in njegove ljubljanske slike. On je v svojih ljubljanskih slikah pod tovarniškimi delavkami posebej posvetil odstavek cigararcem, tako imenovanim, in jim je pripisal zraven naziv Venus ultra liberalis, kar pomeni nekako pretirano liberalna ženska. Potem imamo recimo zelo zanimivo, če lahko še izpostavim, Toneta Seliškarja, ki je pa živel nasproti tobačne tovarne na Tržaški cesti, in njegova mama, Marija Selanj, je bila tudi ena od delavk. In to on opisuje v avtobiografski zasnovanih romanih, recimo Tržaška cesta ali pa Deček z velike ceste. Tako da zelo zanimivo pa je recimo, da za leto od 90 naprej pravzaprav nimamo več arhiva od samega podjetja, ker se je tobačna tovarna sprivatizirala in ni več dolžna odvajati svojega gradiva državi. Tako da tu je velika škoda, jaz sem še zmeraj na lovu za tem arhivom, ampak žal neuspešno zaenkrat. Mimogrede, odkot ime časopisa, ker se sliši malo nenavadno? Harman je en alkaloid v tobaku. Alkaloid, ki se nahaja marsikje, tudi v kavi med drugim. Hkrati pa je harmanđija ena vloga delavca v tobačni tovarni, ki je skrbel za vlažnost tobaka, ker tobak mora biti ravno prav vlažen. Tobak je namreč izjemno higroskopičen, to pomeni, da zelo močno veže vlago iz svoje okolice. In zdaj, če je bil tobak presuh, tudi v cigaretah je pekel kadilca, če je bil pa prevlažen, pa se ni prižgal. Tako da mislim, to je kar en tak zanimiv moment. Tobačno tovarno so zgradili pravzaprav tule na robu mesta, takrat relativno majhne Ljubljane, ne glede na to, da je bila prestolnica dežele Kranjske. Niti ni bila to edina tovarna, tobačna tovarna v Avstro-Ogrski, ena od nekaj teh tovarn. To je bil državni monopol po eni strani, po drugi strani pa seveda vsak kot biznis, katerikoli drug. Kaj je zdaj to pomenilo, recimo ta vidik, da je to taka velika tovarna, ki zaposluje precejšnje število delavcev, o čemer bomo kasneje še, v takem relativno majhnem kraju. Pa kaj pomeni, recimo, da prije sem neka taka tovarna, ki je v bistvu državni monopol. To ni kar neka privat firma, ki se spomnijo fantje, pa bojo nekaj, recimo, zvonove vlivali, Samasa ali pa kaj podobnega. Jaz bi rekla, da prihod tobačne tovarne v Ljubljano oziroma izgradnja tega ogromnega paviljonskega kompleksa, ki je pač, ga lahko bomo tudi si potem kasneje ogledali, je pravzaprav pomenil izjemno pridobitev za Ljubljano. In to ne samo arhitekturno ali pa ekonomsko, ampak tudi socialno, demografsko in celo politično, kot bomo lahko videli tudi v nadaljevanju. Zdaj, kot si tudi sam rekel, Bojan, je pravzaprav Ljubljana ni imela veliko tovarn. Ljubljana v preteklosti in tudi danes ni neko industrijsko mesto, prevladovala je predvsem mala obrt in pa nekaj industrijskih obratov je bilo prisotnih, tako da je tobačna tovarna pravzaprav za 40 let bila največja tovarna v Ljubljani. In to je seveda tudi pomenilo tudi pospešilo je moment urbanizacije seveda in deagrarizacije, ker namreč moramo vedeti, da delavstvo ni prihajalo samo iz ljubljanske okolice, ampak tudi iz okoliških vasi, ki so tangirali predvsem tja proti Polhovem Gradcu, Horjulu, Vrhniki, in mestne oblasti so se pogosto pritoževale, da
tobačna tovarna krade delavstvo, ker jih pač enostavno bolje plačuje. In na drugi strani hkrati seveda bila tobačna tovarna ravno zaradi boljših pogojev, ki jih je omogočala kot številne druge tovarne, tudi nekako zelo zaželena. In z tega vidika lahko rečemo, da je tobačna tovarna tudi povečevala kupno moč svojega delavstva. Zlasti bi omenila delavke, ker tu je bila vse skozi približno 3/4 vseh zaposlenih ženskega spola, ne glede na leta. Seveda ti deleži so nihali, ker je tudi 150 let seveda je šlo skozi zelo razgibano in burno zgodovino, in ti deleži so se seveda prilagajali tako na neke obče zgodovinske dogajanja, kot tudi na neke interne industrijske politike. Potem, kaj je še ena zelo zanimiva realnost tobačne? V tobačni se je zelo zrcalil tudi ta politični boj in lahko rečemo, da je tobačna bila tudi torišče političnih konfliktov, ker v tobačni sta od vsega začetka delovala dva sindikata. Eden je bil krščansko-socialni, kamor naj bi vstopali predvsem delavci iz podeželja, drugi je bil socialdemokratski, ki naj bi združeval predvsem delavce iz mestnega okolja. In ta dva sta si bila nekje v laseh, podobno kot tudi politične stranke. In podobno se je ta razkol dogajal tudi v času stare Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije, samo da je pač sindikalno gibanje takrat po učinku kar precej izgubilo svoj naboj. In seveda še ena stvar, ki bi jo rada poudarila, je tudi ta, da tobačna tovarna je bila, tako kot ste rekli, kot si rekel, Bojan, del državnega monopola na Dunaju, pod katerim je bilo tik pred koncem vojne 30 tobačnih tovarn. Ljubljanska je bila ena največjih in zaposlovala tudi med največ delavci. V vrhu jih je bilo 2500, če lahko nekako še številkami ponazorim. Seveda, vse tobačne tovarne so imele izrazito socialno politiko, tako da so imeli delavci recimo ob plačevanju bolniško blagajno možnost koristiti nadomestilo za bolezen, za odsotnost zaradi bolezni, imeli so možnost manjšega dopusta in imeli so celo pravico do pokojnine, kar takrat ni bilo tako zelo samoumevno. Med drugim je pa tudi tobačna skrbela za svoje delavce v tem, da so imeli recimo svojo zdravniško ordinacijo, imeli so svojo knjižnico, imeli so menzo, imeli so stranišča, ki so bila za tisti čas kar moderna, imeli so kopalnico, imeli pa so tudi vrtec za delavke otrok. Tako da tobačna tovarna je mogoče delavcem ponudila in delavkam seveda ene druge socialne standarde in pa ene druge vidike materialne kulture, ki jih mogoče do takrat niso bili vajeni. Ampak kot si omenil, že v začetku tobačna tovarna je bila res ustanovljena 1871, ampak malo ljudi ve pa, da je pravzaprav začetki tobačne industrije ali pa tobačnega obratovanja segajo že v sredo 18. stoletja. In takrat so se kranjski deželni stanovi odločili, da si bodo podelili izključno pravico do predelave in prodaje tobaka. To je seveda padlo v vodo po nekaj letih, ni bilo prav zelo uspešno, ampak kaže na to, kako je pravzaprav tobak bil izjemno zaželena dobrina tudi za državo, ker je pomenila veliko odvajanje davka. In recimo tudi danes, če kupimo recimo škatlico cigaret, ki recimo stane 5 evrov, pomeni, da okoli 4 evre damo za trošarine in davke. Dokončajva še tamle o sociali. A lahko malo bolj plastično to povemo, recimo, kakšna je bila plača tukaj, pa povprečna, pa kakšna je bila povprečna plača sicer ali pa v nekem drugem sektorju, zato da dobimo občutek, ker sicer samo reči, plače so bile dobre, to je relativen pojem, to dobrost je treba materializirati. Ali pa skozi primerjalno noto jo nekako predstaviti. Se strinjam. Moram kot prvo reči, da je bilo v tobačni tovarni
ne samo veliko število delavcev, ampak je bilo izjemno število različnih delovnih mest, ki so imele vsaka zase svoje postavke. A ne? Tu niso bili samo proizvodni delavci, ker že sama proizvodnja tobaka oziroma predelave tobaka je zelo kompleksna zadeva. Tu so mogli biti še kurjači, razni, ki so nosili vse te bale tobaka, pa tisti, ki so delali v fermentaciji tobaka, pa recimo ta nivo, ki sem ga omenila, harmanđija, ki je skrbel za vlažnost tobaka. Pa vzdrževalci, to mora biti nek tehnični Absolutno, kader, ne? ogromno je bilo tega tehničnega kadra, od ključavničarjev do strojnikov, celo od elektrotehnikov in tako naprej, že v času Habsburške monarhije. Ampak ženske pa izključno v proizvodnji, ne? Torej kot pri samem proizvajanju cigaret. Ženske so bile izključno kot nekvalificirane delavke. Mogoče največ polkvalificirane delavke za časa Habsburške monarhije in pa kraljevine Jugoslavije. Ampak recimo v dobi socializma so začele zasedati pa tudi druga delovna mesta, bile so recimo celo strojevodje, bile so celo vodje proizvodnih linij in tako naprej. Dočim zelo zanimivo je tudi to, da kako so se delila ta delovna mesta, ne, glede na spol. V Habsburški monarhiji 40 let v administraciji ni delala praktično nobena ženska. Bili sta zaposleni leta 1913 dve pomožni delavki v administraciji. Vse so delali moški, vsa administrativna dela. In seveda prva vojna je to kar precej postavila na glavo, ker je poklicala veliko število teh uradnikov in seveda tudi kvalificiranih delavcev in ženske so potem, kakor so vedele in znale, zapolnila ta manjka. Potem po prvi vojni je nekako se zopet zgodil prehod nazaj, ampak so potem od srede 30 let začeli malo bolj zaposlovati tudi ženske v administraciji. Dočim v času socializma so pa postopoma vedno bolj ženske osvajale tudi bolje plačana in vidnejša delovna mesta, so bile vodje različnih sektorjev, recimo nekatere so imele visoke izobrazbe, recimo z področja prava, agronomije, ekonomije, kemije recimo. Ampak zanimivo in pomenljivo je, da pa v bistvu v vseh 150 letih ni bilo nobene direktorice, ne, tiste čisto najbolj vrhovne. So pa zasedle kar zanimive pozicije. No. Tamle k vrtcu se bo še vrnila nazaj, ne? Zdaj, kdaj so ga odprli? Pravzaprav ne vem prav natančno tega podatka, ampak ta vrtec je deloval v času Habsburške monarhije in mislim, da je bil nekje od 90 naprej, prej pa ne. Ker ta vrtec seveda ni družinska politika in tako naprej, ampak je čista ekonomska kategorija, ne? Zato, da delavke se lahko hitro vrne v proizvodni proces. Koliko časa pa so zdaj sploh izostale iz proizvodnega procesa, recimo nosečnica, kdaj je prekinila z delom cigaretami in kdaj se je k cigaretam vrnila? Vmes pa rodila, ne? Vmes pa rodila, ja. Zdaj, kar se tiče materinstva, ta socialna politika spet ni bila tako zelo razvita v Habsburški monarhiji, sploh ne v kraljevini Jugoslaviji in tudi recimo ta enoletni porodniški dopust, ki predvideva 100% nadomestilo plače, je šele vstopil v veljavo na državni ravni leta 1986. Tako da je v bistvu to zelo pozna pridobitev, na srečo smo ali na nesrečo nekaterih smo jo ohranili še do danes. Medtem ko v 80. letih, če se vračam nazaj, je bila nekje pol leta in potem pa vedno manj. Mislim, da je v tistih najbolj materinstvu nenaklonjenih časih pravzaprav porodniški dopust traja vsega skupaj nekaj tednov, prej in potem. Kar je drugje na zahodu, mnogo ki je praksa še danes, ne? 6 tednov in potem si nazaj. Ja, mislim, ali pa nikoli več nisi nazaj. V Sloveniji imamo res kar precej dolg porodniški dopust. Je pa še ena stvar, ne? Zelo zanimivo se mi je zdelo, kot izhaja iz matičnih knjig, da dodatkov za otroke niso prejemale ženske, ampak moški. Prejemale so jih ženske samo v primeru, da so bile vdove ali pa da so imele za delo nesposobne može.
Dočim, če so bile nezakonske matere, tega niso prejemale. Zdaj moramo pojasniti, kaj pomeni ta dodatek. To je v bistvu draginjski dodatek za hrano pa za bivanje, ne? Ne, vpisan je prav kot dodatek za otroke. Je kup enih dodatkov tam zapisanih v matičnih knjigah. Tudi draginjski dodatki so, tudi dodatki na, ne vem, zahtevnost delovnega mesta se včasih izpišejo, ampak te vpisi niso zmeri sistematični, kot dobro veš, kot poznavalec arhivskega gradiva, to zmeri zavisi od vpisovalca, ne, koliko je bil vesten in tako naprej. Ne. Tako da tu mogoče enih zelo trdnih lastnosti kriterijev ne bi mogla potegniti, ne, z tega vidika. No, ampak seveda čas socializma je spet pomenil eno bolj ugodno dobo za delavstvo, ne. Čeprav je tudi čas socializma zelo dinamična doba glede teh delavskih pravic, ne. Tedaj so se pa v bistvu je bila velika naklonjenost nezakonskim materam z vidika socialnih pravic. Zdaj smo pravzaprav priča, da je ta kompleks te nekdanje tobačne tovarne gradbišče, zapuščeno gradbišče, neki javni uradi so noter, privatne pisarne. Proizvodnje že nekaj časa ni več. Ne? Čeprav vemo, je bila ta tovarna menda celo napredna. Ne? Pustimo zdaj naprednost pa zdravstvo, ampak dobro, filter cigareta in tako naprej se vsi spomnimo. Ne? Zakaj so opustili tu proizvodnjo? Pa morda primerjalno, kako pa je z ostalimi tovarnami, ki so iz avstro-ogrskega obdobja bile, ne? Kako pa je kaj tam, če ti je to znano, kje so tam ohranjene te tovarne, v smislu, da še funkcionirajo kot proizvodni obrat, ne zgolj kot prodajalec. V naši regiji je zgolj Rovinjska od teh, ki so v naši bližini. Za vse ostale bi mogla pa pogledati, če sem čisto iskrena. Kakor vem, je Celovška bila uničena v drugi svetovni vojni. Potem imamo recimo Reško, ki je bila tudi, in Pulsko, ki sta bile tudi v bistvu tekom časa nekako proizvodnji ustavljeni. V Trstu se je sicer tobačna tovarna ni vzpostavila v Habsburški monarhiji, ampak šele naknadno, leta 1958. No, ampak mislim, da je to vse skupaj del tudi ene deindustrializacije te regije, a ne, ki smo ji priča pravzaprav sploh zelo pospešeno pri nas od 90-ih let naprej. In pravzaprav je ta ukinitev bila vezana tudi na razpad Jugoslavije, ker tobačna je z razpadom izgubila velik del svojega trga. Nekje po finančnih prilivih je to pomenilo 2/3 denarja. Tako da je bila to kar zelo velika izguba, ne, če tako gledamo. Na drugi strani je prišlo tudi do prestrukturiranja, kar je močno spremenilo samo delovanje tovarne in pa tudi vrednot, ki so veljale za proizvodne procese in za sam položaj delavca. Potem bi izpostavila morda celo to, da je tovarna bila privatizirana, kar je vneslo zopet neke nove mehanizme na ravni produkcije, organizacije dela, plačnih standardov in tako naprej. In seveda ta privatnost ni bila slovenska, ne. Tobačno tovarno so kupili najprej Nemci, gigant Remcma iz Hamburga in pa francoska Seita, ena nacionalna tovarna. In potem so se ti deleži seveda menjavali, tako kot je v tem delniškem svetu zelo pogosto. Zdaj pa v tej fazi pa tobačno si lasti Imperial Tobacco iz Britanije, ki je pravzaprav bil tudi zadnji lastnik proizvodnega obrata in pod katerim je tovarna tudi ukinila proizvodnjo. In zelo sarkastično je tobačna tovarna prenehala z delovanjem, ko smo vstopili v Evropsko unijo 1. maja 2004, kar je praznik dela, ampak za večino delavcev je pa to res bil črn dan. In tako tudi, kot sem se pogovarjala s številnimi ljudmi, je marsikdo, ki je delal v tobačni tovarni, ukinitev delovanja te tovarne doživel zelo grenkim priokusom. In marsikdo je tudi zelo ogorčen, na kakšen nizek nivo je padel status delavca. In zame je zelo zanimivo, ker tudi
ko sem dala oglas za sogovornike, da bi mi govorili o svoji izkušnji o delu v tovarni, se ni javila niti ena oseba iz 90-ih let. Javilo se mi je nekaj ljudi, ki so delali v administraciji, ampak delavcev v proizvodnji pa nihče. In ta manko se mi zdi zelo zgovoren. In mislim, da nakazuje na eno grenko izkušnjo izgube dela in propada tovarne, podobno, kar v zadnji knjigi svoji tematizira Nina Vodopivec, ki je preučevala murašenje, se pravi delavke Mure. In upam, da bo ta najin pogovor nekako prispeval tudi k temu, da se bo oglasila kakšna delavka iz 90-ih let, ker zelo bi me zanimala izkušnja iz prve roke, kako pravzaprav, kaj je tovarna pomenila. Vemo, da ni bila samo ekonomski obrat, zlata jama za državo, če tako rečem, ampak da je bila tudi prostor, kjer so se ljudje srečevali, kjer se je oblikovala ena zelo močna identiteta, kjer so ljudje svojo lastno vrednost dosegali, kjer so imeli svoje vizije, ki imajo polno spominov. In mislim, da so to momenti, ki bi bili zame neprecenljivi jih raziskati tudi s pomočjo ustne zgodovine. Hvala lepa. Prosim.